V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Tako lepo pozdravljeni. Ne vem, je že večer, je še dan, zunaj je svetlo, dnevi se daljšajo, luna postaja vse večja in večja. Mi pa smo povabljeni, da položimo Gospodu na oltar vse to, kar se nam je danes zgodilo. Smo v 5. postnem tednu, včeraj smo vstopili s 5. postno nedeljo, tudi tiha nedelja. Gospod nas vabi, da preprosto utihnemo. Da utihnemo zato, da slišimo njegov glas, njegovo vabilo, njegovo besedo. In to smo tudi danes povabljeni, da prisluhnemo. Najprej pa položimo Gospodu na oltar naše prošnje, zahvale, želje in prosimo, da nam odpusti naše grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. O Bog, s svojo neizrekljivo milostjo nas bogatiš z mnogotirimi blagoslovi. Naj tako prihajamo iz starega v novo življenje, da se bomo pripravili za nebeško slavo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Pa prisluhnimo Božji besedi. Berilo je iz knjige preroka Danijela. Tiste dni je množica obsodila Suzano na smrt. Suzana je glasno zavpila in molila: Večni Bog, ki poznaš skrito, ki vse veš, preden se zgodi. Ti veš, da sta sodnika lažnivo pričala zoper mene. Glej, zdaj umrjem, čeprav nisem ničesar storila, česar me ta dva zlobno dolžita. In Gospod je uslišal njeno vpitje. Ko so jo vodili v smrt, je Bog obudil Svetega Duha v mladeniču Danijelu. Ta je zavpil z močnim glasom: Nedolžen sem nad njeno krvjo. Vse ljudstvo se je obrnilo k njemu in vprašalo: Kaj je to, kar si rekel? Stopil je sredi med njej in odgovoril: Ali ste tako nespametni, Izraelovi sinovi? Brez preiskave in brez zanesljivega spoznanja obsojate Izraelovo hčer. Vrnite se k sodbi, kajti sodnika sta lažnivo pričala zoper njo. Tedaj se je vse ljudstvo naglo vrnilo in starešine so mu rekli: Sedi sem kaj v našo sredo in nam poročaj, kajti Bog ti je dal prednost starosti. Tedaj jim je Danijel rekel: Ločite ju daleč narazen, jaz ju bom zaslišal. Ko sta bila ločena drug od drugega, je poklical enega izmed njiju in mu rekel: Od zlih dni zastarani grešnik. Zdaj so prišli nad tebe tvoji grehi, ki si jih poprej počenjal, ko si izrekal krivične sodbe, nedolžno obsojal in krivično oproščal. Da si, govori Gospod, nedolžnega in pravičnega ne ubijaj. Zdaj torej, če si jo res videl, povej, pod katerim drevesom si jo videl, da se je s kom spečala. Ta je odgovoril: Pod mastiko. Danijel je odgovoril: Prav sam sebi na glavo si se zlagal, kajti Božji angel je že dobil od Boga sporočilo, da te razkolje posredi. Ko je dal tega odvesti, je ukazal pripeljati drugega. Rekel mu je: Potomec Kanaanov, ne Judov, lepota te je omamila in zlo poželenje je spačilo tvoje srce. Tako sta mogla delati z Izraelovimi hčerami. Te so se iz strahu z vama spečale, ta Judova hči pa se ni vdala vajni hudobiji. Zdaj mi torej povej,
pod katerim drevesom si jo zasačil, da se je s kom spečala? Ta je odgovoril, pod hrastom. Danijel mu je odvrnil, prav, tudi ti si se zlagal na svojo glavo, kajti Božji angel že čaka z mečem v roki, da te prereže po sredi in vaju uniči. Tedaj je ves zbor z močnim glasom zavpil in hvalili so Boga, ki rešuje tiste, ki vanj zaupajo. Vzdignili so se zoper oba starešina, kajti Danijel jima je iz lastnih ust dokazal, da sta lažnivo pričala. Storili so jima, kakor sta zlo nameravala svojemu bližnjemu. Storili so po Mojzesovi postavi in ju usmrtili. Tako je bila tisti dan rešena nedolžna kri. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev, ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj. Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj. Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj. Tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj. Pogrinjaš mi mizo v pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moj kelih je zvrhan. Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj. Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja in v Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, vsak, kdor vanj veruje, ima večno življenje. Gospod z vami. In s svojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus šel na Oljsko goro. Zjutraj je zopet prišel v tempelj in vse ljudstvo je prihajalo k njemu. In sedel je ter jih učil. Kar pripeljo pismouki in farizeji ženo, zasačeno pri prešuštovanju. Jo postavijo v sredo in mu rečejo: Učenik, ta žena je bila zasačena v prešuštovanju. V postavi nam Mojzes ukazuje take kamnati, kaj pa ti praviš? To so govorili, ker so ga skušali, da bi ga mogli tožiti. Jezus pa se je pripognil in je s prstom pisal po tleh. Ko ga pa niso nehali vpraševati, se je vzravnal in jim rekel: Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. In spet se je pripognil in pisal po tleh. Ko so pa to slišali, so drug za drugim odhajali ven, počenši od najstarejših, in ostal je sam in žena v sredi. Jezus se je vzravnal in je rekel: Žena, kje so? Te ni nobeden obsodil? Ona je rekla: Nobeden, Gospod. In Jezus je rekel: Tudi jaz te ne bom obsodil. Pojdi in odslej ne greši več. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Kot dve zelo zanimivi zgodbi imamo. Prva je iz knjige preroka Danijela, kako sta si dva poželela Suzano in potem pričala krivo zoper nje. In tukaj vstopi Danijel in potem pokaže, kaj je pravica, kje je pravica. No, druga zgodba imamo pa iz Janezovega evangelija, vsem verjetno zelo dobro poznana, kako pride Jezus v tempelj, zopet pismouki, farizeji ga skušajo. Zelo so se držali postave, vemo, kako so pismouki so znani potem, da so ves čas preučevali postavo in jo nekako poskušali udejanjiti, kakor da bi danes recimo razlagali Sveto pismo in ga poskušali udejanjiti. Po kakšnih navodilih se morajo ljudje držati, kaj morajo delati. To so bili pismouki. Farizeji so pa tisti, ki so potem nekako sodili oziroma udejanjali to. No in seveda pridejo pred Jezusa z
z žensko, ki naj bi bila zasačena v prešuštovanju. To je bil takrat zelo velik greh. Zakaj? To je bilo kot neke vrste prešuštvo, se je smatralo kot neke vrste smrt človeka. S prešuštovanjem si ti ubil človeka. Tako so si Judje razlagali. Ubil si človekovo dostojanstvo, ubil si ljubezenski odnos. In to je bil zelo velik greh. In privedijo pred Jezusa. Ga skušajo pa z vprašanjem, zelo zanimivo vprašanje, ne, kako naj usmrtijo to žensko. Ne. Ali s kamenjanjem, ali s tem, da so človeka zadavili. Ne. Tako se je, mogoče danes nam to zelo kruto zveni. Ne. No in Jezus potem vzame popolnoma drug pristop do človeka, ne. Ki tudi nas lahko preizkuša s tem vprašanjem. Ne. Vsakič, verjetno, ko molimo Oče naš, ne vem, se vprašamo kdaj o besedah odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Ne. Odpuščamo, ali tudi jaz odpuščam, ne. A tudi jaz sodim, tako kot so farizeji, pismouki sodili, a sodim drugega, koliko ga sodim, zakaj ga sodim. Jezus pa želi nekaj drugega, da se obrne vase, da najprej pogledam svoje življenje. Kaj pa, če bi najprej sebe sodil, da bi najprej pogledal svojo grešnost in šele takrat, ko človek začuti, ko vidi svojo grešnost, potem zavzame tudi drugačen odnos do drugega človeka. In današnja Božja beseda nas želi ravno opozoriti na to. Mogoče sem kdaj kritiziram druge ljudi, kritiziram politiko, kritiziram enega, drugega, tretjega. Ne? Kaj pa sam, kako pa sam živim, kako se sam obnašam. In povabljeni smo, da pogledamo vase, pogledamo svojo grešnost in da smo tako kot Jezus, da znamo tudi mi biti usmiljeni z drugimi. Se obrnimo na Gospoda s prošnjami. Jezus Kristus, pravični in usmiljeni sodnik živih in mrtvih, naj usliši naše prošnje. Prosimo ga, Gospod, bodi usmiljen z nami. Gospod, bodi usmiljen z nami. Pomagaj tistim, ki vodijo cerkev in domovino, da bi s svojim delom pospeševali pravičnost. Gospod, bodi usmiljen z nami. Vsem človeškim sodnikom pomagaj k zavesti, da bodo za svoje delo nekoč tudi sami sojeni. Gospod, bodi usmiljen z nami. Pomagaj vsem krivično obsojenim in zaprtim, da dosežejo pravico. Gospod, bodi usmiljen z nami. Daj nam odpraviti nagnjenja k obsojanju drugih, ker smo vsi potrebni usmiljenja in prizanašanja. Gospod, bodi usmiljen z nami. Pomagaj tudi vsem, ki so zboleli za virusom, da bi imeli pogum, da bi seveda čim prej ozdraveli. Gospod, bodi usmiljen z nami. Gospod, izročite naše prošnje nebeškemu Očetu, s katerim živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo, sad zemlje, dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Ki nosite vode in vina, naj bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog spremi nas ponižne in skesane in naj tukaj danes naša daritev. Vzmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me grehov. Molite, brate in sestre, da Bog vsemogočni Oče spreme mojo in vašo daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok. In čast tvojemu imenu. V blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, obhajali bomo svete skrivnosti kot sad telesne pokore. Ti veseli prinašamo svoje očiščene duše po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Ob zveličavnem trpljenju tvojega sina je ves svet moral priznati skrivnost tvojega veličastva. Ker se v skrivnostni moči križa razodeva sodba nad svetom in oblast križanega. Zato te tudi mi, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega carstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospoda. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Reši nas, odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. S popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom sveti Jožefom, z apostoli, svetim Rokom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekov. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti.
da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljenim na Gospodovo gostijo. Povabim k duhovnemu okailu, tako pa v trenutku tišine, lahko hvaležnosti Bogu za vse, kar nam daje, vse darove, dar posebno za dar življenja. Mislim, da je veliko stvari, za kar se lahko zahvaljujemo. Gospod Jezus, trdno verujem v tebe, v svetem rešenem telesu. Želim te prejeti v svoje srce. Pridi, o Jezus, in napolni moje srce s svojo milostjo. Objamem te, kakor da si res prišel k meni in se združim s teboj. O kralj nebes, bodi tudi kralj mojega srca in vzemi ga popolnoma v last. Upam v te, ljubim te, ne dopusti, da bi se ločil od tebe. Amen. Molimo. Nebeški Oče, tvoji sakramenti so nas okrepili. V njihovi moči naj se očiščujemo grehov, hodimo za Kristusom in hitimo k tebi. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Tako da bi res hodili za Kristusom, hiteli v Božje naročje. Predvsem pa, da bi znali biti usmiljeni z drugimi, tako kot je Bog usmiljen z nami. Da bi znali odpuščati drugim, tako kot Bog nam odpušča. Da bi znali biti prizanesljivi drug do drugega. Nihče te ni obsodil, pravi Jezus ženi, ne. Pojdi, tudi jaz te ne bom, ne greši več, ne spreobrni se. Tako naj bo to vodilo, lahko v tišini še razmišljamo te besede. Naj vas povabim, da danes ob 9. uri ste lepo povabljeni, da se priključite. Mislim, da Radio Ognjišče bo prenašal, pa tudi kakšen drugi medij, posvetitev na škofa Stanislava Zoreta, Marinemu in Jezusovemu srcu. Tako da ste lepo povabljeni zvečer ob 9. No, še predno se poslovimo, bom zmolil molitev za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni, posledic novega virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo
njihovim svojcem pa poguma in zaupanja, vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Jaz vam želim lep večer in naj bo Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanite v Gospodovem miru. Bogu hvala.